Cankarjev bataljon je ob ustanovitvi 5. avgusta 1941 na Vodiški planini štel 120 mož, sestavljali pa sta ga jeseniška oziroma Cankarjeva četa ter jelovška oziroma četa Ilije Gregoriča. Največ zaslug za vzpostavitev te pomembne vojaške enote v boju proti okupatorju je imel predvojni učitelj in član glavnega poveljstva partizanskih čet Stane Žagar. Je pa to zgodovinsko dejstvo, da je bil Cankarjev bataljon ustanovljen tukaj na Vodiški planini praktično edina prva redna vojaška enota za časa NOB. Iz Jelovice, iz Pokljuke in iz Podstožiča se je potem razvilo partizanstvo na področju Slovenije. 5. avgust, ko je bil ustanovljen Cankarjev bataljon, velja za enega od dveh praznikov občine Radovljica. Župan Ciril Globočnik je bil vesel več kot 700 ljudi, ki so se udeležili slovesnosti na Vodiški planini in s tem počastili občinski praznik. Predvsem sem zadovoljen, da je tudi ogromno število ljudi prišlo iz drugih občin Slovenije in glede na razpoloženje ugotavljam, da je resnično tudi vreme danes služi vsem, tako da vidim, da so sproščeni in da uživajo ob tem prelepem naravnem okolju. Na spominskem srečanju smo opazili tudi poslanko Državnega zbora Irino Kotnik. Zelo vesela sem, da sem danes tukaj, pa ne samo kot poslanka, ampak tudi prejšnja leta sem se udeleževala teh srečanj. In sicer glede na to, da sem krajanka občine Radovljice in pa tudi z očetom, ki je bil partizan in so mu ta srečanja veliko pomenila, sem vsa leta že predtem hodila na Vodice. Kaj menite o takšnih slovesnostih v ustanovitvi Cankarjevega bataljona? Letos mineva 75 let. Zelo lepo. To je zgodovina, a ne? To se ponavlja zgodovina, to se ne sme prekiniti. Ja. In ob tem je to druženje, prijeten dan. Je pa vse, pa spoznavanje med sabo. Pridete vsako leto? Vsako leto, ja. To je že naša tradicionalnost, a ne? Ja. Najbolj pogrešam, pred parimi leti je bil še partizanski napad tle gor na hrib, a ne? Improvizacija, napada in to je bilo krasno takrat. Hajate v skupini? Ja, Zveza borcev s Kranj. Vas je veliko? Ja, 26, tako da nas je kar velik za avtobus. Se vam zdi pomembno, da se ohranja spomin na čase, ko je tekla kri? Zelo. Mislim, da je to zelo pomemben. Posebej za naše mlade, kar pozabljajo na to, kako je bilo. Vi ste pa tukaj domačin, vas velikokrat pot pripelje na Vodiško planino. Ja, moram reči, da sem res iz Krope, iz osrčja Evrope. Zato pa večkrat pridem na Vodiško planino. Mi je poznan, ko se je gradilo, to pa štimalo. In ti ne da duša miru, da ne prideš. Vsako leto prihajate tu gor? Vsako leto, ker se mi zdi potrebno, da počastimo tistih, ki smo še živi, spomin na mrtve, ki so padli pa tako naprej. In to moramo držati, pa obnavljati, pa mlade v to navajati, pa učiti, da bojo tudi ta spomin znali ceniti, kot ga mi zdaj imamo. Na slovesnosti so podelili tudi priznanje Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Srebrno plaketo je prejel Julij Črv z Bleda, ki je že vrsto let aktiven član borčevske organizacije na Bledu. Zlato plaketo pa si je prislužil Janko Rozman. Že v zgodnji mladosti se je pridružil partizanom, po vojni pa je bil predstojnik upravnih organov za narodno obrambo v Bohinju ter Radovljici. V krajevni organizaciji borcev si še posebej prizadeva za aktivno sodelovanje mladih, ki cenijo vrednote narodno-osvobodilnega boja. Kaj menite, kakšna bo naša prihodnost? Jaz mislim, da bo kar v redu. V redu zaradi tega, ker vse tako niso, kako bi rekel, brezbrižni do dogodkov in do tega, kar se pravzaprav v naši okolici danes dogaja. Niso. In mladi prihajajo. Berem v časopisu, kako se formira Zveza borcev mladih, nekdanjih borcev, novih borcev in tel bojo morali nadaljevati tole, kar smo mi začeli.